lep pozdrav za današnji prihod na našo novinarsko konferenco, ki je bila tudi dosti na hitro sklicana. Kot že omenjeno, v vabilu na današnjo novinarsko sejo je bila pravkar izvedena izredna seja sindikata, se pravi predsedstva Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije. Obravnavali smo kaotično dogajanje okoli plačnega sistema v javnem sektorju, s katerim je začela že Janševa vlada novembra 2021 in nadaljuje Golobova vlada v zadnjih 6 mesecih. K pošteni obravnavi slovenskih poklicnih gasilcev smo pozvali Janševo vlado že februarja leta 2021, a ni pokazala niti najmanjšega posluha za uvrstitev poklicnih gasilcev v višje plačne razrede. Strani trenutne Golobove vlade pa smo bili deležni le obljub, da se bodo krivična plačna nesorazmerja pričela odpravljati s prenovo plačnega sistema v začetku decembra, kasneje nam je bilo obljubljeno z začetkom januarja 2023, do takrat pa ne bo nobenih ločenih pogajanj z nobeno od skupin, razen tisto, kar je bilo, bom rekel, dogovorjeno v zapisanem dogovoru oktobra 2022. Pogajanja z določenimi skupinami javnih uslužbencev so kljub temu stekla in se po informacijah, ki smo jih bili deležni le iz medijev, tudi uspešno zaključila. Poziv k uvrstitvi delovnih mest v dejavnosti poklicnega gasilstva v višje plačne razrede smo na Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za obrambo naslovili v začetku oktobra. Argumenti za to pa so bili vse višji stroški osnovnih življenjskih potrebščin, rast cen energentov, stopnja inflacije, ki realno niža vrednosti plač, in pa dvig delovnih mest v dejavnosti zdravstva in socialnega skrbstva v višje plačne razrede novembra 2021. Ob tem smo poudarili in še vedno poudarjamo, da poklicni gasilci ne nasprotujemo uvrstitvam zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega skrbstva v višje plačne razrede, smo pa že takrat izražali nestrinjanje, ker se je ostale skupine javnih uslužbencev in s tem tudi poklicne gasilce iz teh pogajanj popolnoma izločilo. S tem so bila plačna razmerja, ki izhajajo iz zahtevnosti in odgovornosti delovnih mest, popolnoma porušena. V našem primeru je prišlo do neposredne rušitve plačnih razmerij z višjo uvrstitvijo primerljivih delovnih mest v zdravstvu in socialnem skrbstvu. Se pravi, gre za popolnoma ta primerljiva delovna mesta in tle nas tudi kolegi in kolegice v zdravstvu konkretno na teh delovnih mestih tudi podpirajo v naših aktivnostih. Se pravi, gre za delovna mesta, konkretno srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu, kjer je bilo delovno mesto dvignjeno iz 22. v 28. plačni razred. Gre za delovno mesto primerljivo z gasilcem v 24. plačnem razredu, kar pomeni, da je gasilec tle 4 plačne razrede nižje. Potem zdravstveni reševalec, ki je šel iz 28. v 33. plačni razred, primerljiv z gasilcem specialistom, ki je še vedno v 26. plačnem razredu, kar pomeni 7 plačnih razredov nižje. Potem diplomirana medicinska sestra v reševalnem vozilu, ki je bila dana iz 35. v 40. plačni razred, in diplomirana medicinska sestra v reševalnem vozilu z opravljenim preverjanjem iz NMP v 41. plačni razred. Gre za delovno mesto primerljivo z vodjem gasilske izmene 1, ki je v 34. plačnem razredu in s tem 7 plačnih razredov že nižje od tega neposredno primerljivega delovnega mesta. Z včerajšnjim dvigom minimalne plače je gasilec v 24. plačnem razredu pristal 69 evrov pod minimalno plačo. Pred tem dvigom je bil še, bom rekel, 60 evrov nad minimalno plačo, kar je tudi, bom rekel, nekaj popolnoma nesprejemljivega. Zgodil se je zdvig plač v zdravstvu in socialnem skrbstvu, v delu vzgoje in izobraževanja. Zelo pomembno pri naših sporočilih je dejstvo,
da je vlada ministre in državne sekretarje že ob svojem, bom rekel, nastopu dvignila v najvišje možne plačne razrede. To je odločitev vlade v njihovi pristojnosti, zakonita bomo rekli, ne, ker na to so se vedno izgovarjali, ne, ampak je dejstvo, da ob tem, ko je praktično vse nas ostale pustila čakati, ne, in nam, bom rekel, obljubljala, da se bojo nesorazmerja poravnavala skupaj s prenovo plačnega sistema, zase pač poskrbela. In s temi dvigi so državnim sekretarjem prišlo do dviga plač za 365 evrov, ministrom pa za 411 evrov na mesec. To pomeni 8 plačnih razredov poklicnega gasilca. Sprav prehod iz 24. v 32. plačni razred bi pomenil približno teh 14 evrov. In zdaj za na konec še ta dvig plač, ki se je zgodil praktično čez noč sodnikom in vsem ostalim funkcionarjem v pravosodju. 600 evrov za vsakega, s 1. januarjem že, brez kakršnih koli pogajanj, saj brez pogajanj, o katerih bi mi karkoli vedeli, nas preseneti predsednik vlade Robert Golob, ob tem, ko nam, bom rekel, zavračajo vsa pogajanja in praktično nič ne kaže, da se bo karkoli dvignil. Teh 600 evrov pomeni za gasilca v 24. plačnem razredu 11 plačnih razredov. 11 plačnih razredov. In tega nam je dovolj. Dovolj nam je obljub, sprenevedanja in drugorazrednosti. V naših enotah je zavrelo in s predstavniki vseh enot smo se urgentno sestali že v sredo, se pravi predvčerajšnjim, in dogovorili, da vlado pozovemo, da se vsa delovna mesta v dejavnosti poklicnega gasilstva uvrstijo 8 plačnih razredov višje. Dogovor o uvrstitvi delovnih mest v dejavnosti poklicnega gasilstva teh 8 plačnih razredov višje pričakujemo in zahtevamo najkasneje do 27. januarja 2023, se pravi danes 14 dni. Če dogovor med nami in vlado ne bo sklenjen oziroma parafiran do 27.1.2023, bomo prizadevanih za pošteno obravnavo slovenskih poklicnih gasilcev se v sindikatu prijeli vseh možnih sindikalnih aktivnosti, ki nam bodo na razpolago. Glede na to, da imamo z vlado sklenjen dogovor z oktobra lanskega leta, da do konca junija letošnjega leta ne moremo, bom rekel, stavkati, kar je bil, bom rekel, nek vladni manever, ker je verjetno vedela, kako se bo, bom rekel, odzivala na te naše pozive. Imamo, kar se te aktivnosti tiče, zvezane roke, nimamo pa zvezanih rok glede vseh ostalih aktivnosti. Zato je bil na današnji seji predsedstva sprejet še en sklep, da bomo, vkolikor ne pride do, bom rekel, tega dogovora, kot sem že omenil, do 27.1.2023, izvedli prvo od aktivnosti 16. februarja letos protestni shod pred vlado Republike Slovenije, kjer jim bomo prišli, bom rekel, te zahteve predstaviti s predstavniki oziroma s kolegi, poklicnimi gasilci z vseh naših poklicnih enot. Upamo, da bo vlada vseeno prepoznala te svoje, bom rekel, svoja zmotne poteze, in da, bom rekel, do nekega poštenega dogovora, poštenega vrednotenja slovenskih poklicnih gasilcev pride, bom rekel, tudi ko se pogovarjamo o plačah, ne le takrat, ko, bom rekel, uživajo v prisotnosti gasilcev ob raznih reševanjih, nesrečah, kot lansko leto rečemo na Krasu in podobno, kjer se je obljubljalo, da ne rečemo kaj vse, danes pa vidimo, kje smo. Hvala za enkrat toliko z moje strani. Besedi bo pa zdaj stopil še kolega, podpredsednik sindikata poklicnega gasilstva Silvo Kuntarič, predsednik sindikata gasilske brigade Ljubljana in vodja gasilske izmene v brigadi. Evo, Silvo. Najprej vsem skupaj hvala za
za to danes, da ste prišli sem. Hvala vam za to, da boste to našo žalostno zgodbo predstavili širni Sloveniji. Zdaj, te prostori so moj drug dom že približno več kot 25 let. Tudi v tej organizaciji sem aktivno vključen že več kot 20 let. Zdaj, jaz in moji sodelavci z izmeni, vsi tlele kolegi, ki prihajajo iz ostalih poklicnih enot, niso samo žalostni, ampak so jezni nad trenutno situacijo. Zdaj, iz zgodovine moram povedati, da že ob nastanku novega, tega enotnega Virantovega plačnega sistema smo bili gasilci izigrani. V času Cerarjeve vlade nam je dobesedno prvič prekipelo. Jaz mislim, da nam je tukaj še vsem skupaj ta živ spomin na tisti protest, kjer smo izrazili tisto našo nestrinjanje z našim statusom. Zdaj, situacija je zdaj še hujša. Vsi radi razlagajo o nekih problemih, tudi mi lahko tlele razlagamo ure in ure, da tudi pri nas kadra za naše enote je vedno manj. Zdaj v naši enoti v zlatih časih je bilo prošen v gasilski brigadi Ljubljana prek 230, trenutno jih imamo po 35. Zdaj, kje so te razlogi? Enote se srečujejo s tem, da bodo začeli prisiljeni odstraniti tiste vstopne pogoje, da bodo lahko sploh dobili nove kandidate. Se pravi, ali bomo začeli uvažati iz tujine, kot je zdaj to zelo popularno. Zdaj, kje je razlog? Zdaj, slaba četrtina naše plačne lestvice, jaz govorim za plačne lestvice poklicnega gasilstva, je dejansko že potopljena v tem bazenu minimalne plače. Na koncu vsi delamo stvari z veseljem, pa se nam dobro zdi, ampak na koncu je pomembno tudi tisto, kar ti prileti na tvoj tekoči račun. Ker od hvale, hvala, rešili ste mi življenje, hvala, ker ste mi pomagali, ne moreš v trgovini razmeniti. Zdaj, kdo je za te razmere kriv? Jaz bom rekel, da so vse vlade, tako leve in kot desne. Mi smo mogoče eden redkih sindikatov, ki smo bili tako ostri, kot pri prejšnji vladi, kot pri tej. Tudi prejšnji minister Matej Tonin nas ni maral, niti enkrat nas ni sprejel. Tako da včasih so kakšni očitki, da kje smo bili prej, mi smo skozi enako glasni. Zdaj, okoli tega veste, to, kar je kolega že povedal, kar se je zgodilo v zdravstvu, blago nima, ampak jaz moram povedati s tem našimi kolegi, ki se dnevno srečujemo na intervencijah, govorim za reševalnimi timi, se je čez noč zgodilo, da so nam dobesedno v plači pobegnili. In to jaz svojim fantom tega ne znam razložiti. Tudi pogajali smo se zdaj zadnje čase, ves čas je bilo rečeno, počakajte, prišel bo nov plačni sistem, z nobenim se ne pogajamo. In ker sem zadnjič v torek zvečer prišel domov in prvi pogledal dnevnik, ker sem videl tam Goloba na tistem občnem zboru sodnikov, kjer jim je dal, jaz mu temu rekel, neko božično darilo, sicer z nekim zamikom, takrat je pa pač temu tudi izbilo to dno sodu. Kar sem takrat lahko naredil, sem samo ugasnil svoj mobitel, ker se nisem želel imeti razgovore s svojimi sodelavci o teh neprijetnih vprašanj. In jaz upam, da danes ta naš krik, da bo vlada prepoznala, ampak ne zato, da nas bojo začeli, da bomo pri njih dosegali nek posluh, ampak da se bomo z nek normalen proces, pogajalski proces, prišli do nekih skupnih rešitev, ki bojo tako primerne za nas kot za vlado. Hvala. Evo, toliko zaenkrat jaz z naše strani, pa pozabil sem povedati, toliko moram povedati, da med nami danes ni predsednika Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, kolega iz Krškega, Tonija Drenika, ker je zaradi zdravstvenih v bistvu razlogov. To je prav, da se ve, drugače bi to danes tle spregovoril pred osebi. Evo, toliko da. Hvala. Če so kakšna vprašanja. Ja, mogoče samo to dejali ste, da zahtevate v bistvu 8 dodatnih razredov. Če bi opisali neko povprečno plačo, recimo poklicnega gasilca, ta trenutek, pa kako ste prišli pravzaprav do 8 razredov, do tega zneska, zakaj ne 3, zakaj ne 5, zakaj 11, skratka to? Zdaj, že kot sama zahteva, v bistvu vedno terja pač neko argumentacijo, je tako, kot sem sicer tudi omenil, znotraj pač te razprave, dvige, ki so si jih prvošali kot prvi v tej vladi, oziroma je vlada tista, ki je za to poskrbela, so bili ministri in državni sekretarji, ki ne delajo na plačah kot poklicni gasilec, ki ima zdajle bruto osnovno plačo nekaj čez 1100 evrov,
ampak so plače okoli 4500 do 5500 evrov, se pravi pri ministrih, ne, in državnih sekretarjih, in ta njihova povišica je v tem trenutku dejansko 8 plačnih razredov poklicnega gasilca. Kot sem tudi že omenil, ne, to od predvčerajšnjem, se pravi dvig plač oziroma kar nek dodatek, ne, sodnikom, pa dejansko v višini 600 evrov bi pa v našem primeru pomenil celo 11 plačnih razredov. Ne. Zaradi tega v bistvu ta naša zahteva, teh 8 plačnih razredov, če se nimajo, bom rekel, tisti, ki odločajo o naših usodah za kaj več, kot je pač poklicni gasilec, ki se nima za nič več, kot bom rekel minister, definitivno pa tudi ne za nič manj, ne, kljub temu, da je seveda plača 4-krat ali pa 5-krat nižja, ne, pričakujemo, da se nam vsaj procentualno v tem smislu pač da, bom rekel, tako povišico, kot so si jo, bom rekel, določili sebi. Prav to pa pomeni dejansko 8 plačnih razredov. Zdaj, če bi še mogoče dodal, da gremo res po konkretnih stvarih, jaz lahko govorim za Ljubljano, ne. Zdaj, veste, prometna nesreča se zgodi, zdaj običajno pa nas je izvoz 2 vozil, to je 9 gasilcev, na tako prometno nesrečo reševalna pošlje 1 vozilo. Zdaj tam noter, tisti voznik tistega reševalnega vozila, ga lahko primerjamo z voznikom našega vozila. Pa bom jaz s fantima bo itak bili jezni, ker jih ne moramo primerjati. Ampak vseeno, ta naš gasilec specialist je v 26. izhodiščnem, dočim ta voznik, ne, zdravstveni reševalec NPK v 33 plačilnem razredu. Zdaj matematika pove svoje. Zdaj ta sovoznik, ki sedi v reševalnem vozilu zraven, je diplomirana medicinska sestra, to je v 6. tarifi. Njegov izhodiščen razred je 40, ne. V tem primeru bom sedel jaz zraven kot vodja te intervencije z 9 ljudmi, kot vodja gasilske izmene, ki je moj štarten razred 34. Zdaj moramo pa vedeti, da je tam nekaj hujša zadeva, reševalca nota ne sama naredila, ampak bodo klicali zdravnika. Tako da o zdravnikih po njihovih plačah pa jaz ne bi govoril. Lahko bi dali še primerjave glede dispečeraja, ker se je tudi zadnjič začela vojska oglašati. Recimo primerjava med srednja medicinska sestra v zdravstvenem dispečerju je njen izhodiščen razred 30, pri nas pa je gasilec dispečer v bistvu specialist. Isto v 26. plačilnem, tudi tukaj je 4 razrede. In dejansko so tlele od teh 4 oziroma 5 do 7 plačnih razredov razlike nastale. Pa če še to dodam, ne, mi smo imeli lanskem letu že primer, ko nam je fant dejansko iz našega sistema šel v zdravstveni sistem in bistveno za višjo plačo. In potem zdaj, ko to razlaga, si fantje mislijo svoje. Ste že zahteve uradno tudi naslovili na vlado oziroma kdo pričakujete, da bo vaš sogovornik? Ja, mi smo na vlado v bistvu že predvčerajšnjem ta poziv naslovili. Na vlado in ministrstvo za obrambo, ne, se pravi, da se dvigne, nas uvrsti 8 plačnih razredov više, ne, vsa delovna mesta znotraj naše dejavnosti, ker so dejansko tudi med sabo, bom rekel, zdaj v nekih razmerih. Smo, bom rekel, prejeli odziv uraden na nek način samo strani vlade, se pravi, sekretariat vlade je, bom rekel, ta naš poziv prepustil v obravnavo Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za javno upravo, ne, ki bdi nad plačnim sistemom in pričakuje pač tudi nek odziv od njih. Ne. Tako da to je bilo v tem trenutku pač vse. Mi pa absolutno, ne, mi pričakujemo zdaj ob tem pozivu, ki smo ga dali, da se tako, bom rekel, naše resorno ministrstvo z ministrom Šarcem na čelu in seveda tudi vlada kot taka v bistvu konkretno pač odzove na ta naš poziv in da seveda mi smo se pripravljeni tudi pogovarjati, ne, jasno, da se usedemo skupaj, ne, in do tega 27.1. Pridemo do zaključka sklenitve dogovora in zadeve, bom rekel, zaključimo do trenutka, ko se bo pač eventualno prenavljal plačni sistem. Ne. Na samo prenovo plačnega sistema pa mi v tem trenutku enostavno nismo več pripravljeni čakati. Mogoče sem toliko še z vlado podpisan dogovor, na katerega se zdaj v zadnjem času tudi sklicuje, ne, 13. oktobra lansko leto, je bilo dejansko, bom rekel, tudi določeno v 6. točki, ne, da se pogajanja o prenovi plačnega sistema in hkrati tudi odprave plačnih nesorazmerij začnejo najkasneje v roku 1 meseca.
meseca po sklenitvi tega dogovora, kar pomeni 13. novembra bi morali priti že do začetka pogajanj. Obljubljeno nam je bilo, kot smo že omenjali, da bo do tega prišlo v začetku decembra, ker ne bi vlada potrjevala, bom rekel, ta svoja neka izhodišča konec novembra, ni prišlo ne v začetku decembra, ne v začetku januarja, še v tem trenutku ne. Datum, ko naj bi bil pa zaključen, bom rekel, ta prenova plačnega sistema, je pa 30. junij. In se samo sprašujemo, kakšni so njihovi načrti, predvsem očitno v smeri ene časovne stiske, ki nas bojo postavili pač pred dejstvo, lejte, tole je, na hitro se moramo zmeniti, tole vam lahko damo in stvar zaključena. In mi pač na to, ob vseh dogajanjih, ki smo jih pač že omenili, enostavno nismo pripravljeni več čakati. Če imajo nek pravi odnos, tudi do gasilcev, jaz verjamem tudi do še katerega javnega uslužbenca, o tem pač nismo pristojni mi razpravljati, bo vsak zase povedal, nam to lahko pokažejo samo s tem, da se dejansko dobimo, usedemo, dogovorimo in sklenemo pač dogovor, ki bo pač obojestransko, bom rekel, neko tudi zadovoljstvo, vsekakor pa v naše zadovoljstvo. V primeru neodzivnosti vlade, pa upoštevajoč dejstvo, da je vprašanje tudi zakonitosti in ustavnosti tega, kar je vlada zdaj naredila recimo do sodnikov, dokam ste se mogoče že pogovarjali, ste pripravljeni iti? V prvi vrsti smo danes v bistvu prišli vsaj do tega zaključka, da bomo v tem primeru dejansko prisiljeni, poudarjamo to, mi prisiljeni v sindikalne aktivnosti. V tem trenutku pač že napovedujemo, da bo prišlo do protestnega shoda dejansko pred vlado Republike Slovenije na Gregorčičevi 16. februarja. Tega si ne želimo, upamo, da bo pač neka pamet in neka razsodnost na strani tistih, ki odločajo, ki imajo škarje in platno, to je vlada Republike Slovenije. Pričakujemo tle tudi, bom rekel, absolutno podporo Ministrstva za obrambo, ministra Šarca, da dejansko, bom rekel, to, kar nam je že večkrat tudi nakazal, da podpira, bom rekel, našo pozicijo, da se tudi strinjajo, tako kot državni sekretar Golob, da se strinjajo, bom rekel, z našimi prizadevanji za uvrstitev v višje plačne razrede, ker da nismo, bom rekel, primerno vrednoteni, da nas le dejansko tudi podprejo. Sicer je to, bom rekel, ena tistih prvih aktivnosti, v katero se bomo dejansko spustili, bomo pa tokom pač časa in predvsem odzivov ali neodzivov vlade, seveda se, rekel, z našimi aktivnostmi tudi temu prilagajali. Še kaj, smo vse povedali, več kot dosti. Ok, evo, najlepša hvala vsem za obisk, za vaša poročanja. Upamo, da od tega v nadaljevanju čim manj pač treba, če pa ne, se pravim, to ni pač odvisno od nas. Kolikor je odvisno pač od nas, mi bomo pač ustrajali pri, bom rekel, naših aktivnostih za pošteno vrednotenje slovenskih poklicnih gasilcev. Če bi oni slučajno rekli, ne vem, začeli bomo zdaj s tem prenovo plačnega modela, damo vam 4 razrede, sem to pač, da gremo s tem plačnim modelom, ali na to pristali? Ja, moramo do tega prijati. To so pa že pogajanja. Ne, zdaj bom tako rekel. Kako strajate na 8 pika in konc? Pač pogajanja. Naša zahteva seveda je teh 8 plačnih razredov, to se nam zdi pošteno. Vse, kar bi bilo pač drugače, je seveda, mi smo odprti za pogajanja, to vedno lahko pač rečemo. Kje, bom rekel, neka meja, je pa vedno vprašanje, v katerem se pa odloča v naši bazi. To je pa treba vedeti. In v tem trenutku v bistvu verjetno niti ne bi mogli nekega pravega odgovora, da ga ne skrivamo. Ga ne skrivamo, ker ga nimamo. V tem trenutku je naša pač zahteva teh 8 plačnih razredov, z vlado se bomo pa seveda o tem pogovarjali, če, bom rekel, bo pamet pač na njihovi strani. V bistvu je to pogajalski proces in nikoli ne veš, tudi na koncu redko, kjer mu uspe vse dobiti. Tudi zdravnikom zdaj ste videli, da niso dobili, se mogoče so tudi sodniki hoteli 800 bruto, pa je pa bilo rečeno samo 600, vse ne vemo. Kakšna so pa pričakovanja od prenove plačnega sistema? Nič dobrega. No, evo. Nič dobrega. To je vse povedano. Vedeti moramo, če je vreča taka, jaz ne vem, smo že takrat sprašvali, verjetno ne bojo najdel še dodatnih milijonov, ker če bojo nekega zdaj že določene skupine že vzdigujejo, to so sodniki, so že, kar pomeni, da so si že naredili nek nastav, kar pomeni, če vreča tokle, če daš temu tok, moraš drugmu vzeti.
No, Za sodnike so rekli, da je to že vštet noter. a veste, mi lahko vsem tako rečemo, ne, da kar se tiče, če ne rekel, kaj pričakujemo od novega plačnega predloga, ne, novega plačnega sistema, z vso gotovostjo si upam trditi, ne, da je velika verjetnost, da ta predlog ne bo nekaj boljšega in nekaj takega, kar bi dajalo, bom rekel, javnim uslužbencem več, kot nam daje danes. A ne? V preteklosti je bilo več teh poizkusov, zdaj predloga ne poznamo še, ampak pretekle predloge, že za časa ministra Koprivnikarja in podoben, vemo, da so bili daleč od predlogov, ki bi bili za nas sprejemljivi. Bili so slabi, posegali so v napredovanja, se pravi, in vse tisto, kar je na nek način se lahko, kolikor se da fiksno določalo plače, bi se rušilo in se plače delalo v veliki meri variabilne z, bom rekel, čim večjimi mandati neposrednih delodajalcev. Kaj pa to pomeni, pa dobro vemo. Tega si ne želimo. Naša želja je, da je v osnovi vsako delovno mesto pošteno vrednoteno in z tega naslova dobro plačano, seveda pa dodatno tudi prav, da tudi obstaja neka možnost še nagrajevanja, stimulacij in podobno. Ne sme biti pa to, bom rekel, tisti nek, da ne rečemo, večji delež same plače. In na nek način naša pričakovanja v strahu so, da bojo šli te predlogi v tej smeri. Tako da, kako bojo sprejeti z naše strani, si pa da lahko mislite. Kako pričakujete, da bo vsaj osnovna plača višja kot zdaj? Mislim, da boste nekaj dosegali v smislu pogajanja? Z naše strani absolutno. Osnovne plače zdaj take, kot so za nas preniske. In zaradi tega tle v tem trenutku dejansko govorimo o osnovnih plačah, ne o dodatkih ali o čemarkoli drugem. Te osnovne plače se morajo pač dvigati. Mi se mogoče tega tudi bojimo. Zdaj zdravstvo bo imel nek svoj steber, so nam tudi v zdravstvu primerljiva delovna mesta z nami. Zdaj Slovenija je ratala tako, da se vsak se z nekom primerja, tudi mi smo se začeli. In je tukaj problem, kako naredili pošten sistem za vse javne uslužbence, pošteno vrednotenje delovnih mest. Tega se mi bojimo, da do tega ne bo prišlo. Da bo skozi neke izjeme so. In nas je pa samo 700 in nimamo zaledja, nimamo nekih vez, da nam bi kakšen kaj dal. Je res, da ko so neke velike zadeve, so hitro politiki zraven, se slikajo, hočejo malo zasluge vzeti, takole smo pa sami. Pa se vam zdi, da je možno doseči pri prenovi plačnega sistema v javnem sektorju, da se bolj intenzivno pa bolj aktivno v resnici opredeljuje plačne sektorje, tudi vključujoč različne druge dejavnike, ne samo izobrazbo, recimo gasilci ste zelo izpostavljeni, življenjsko, zdravstveno in tako naprej. V resnici so velike razlike, če se primerjate z drugimi uslužbenci v javnem sektorju. Torej, to pomeni, vi ste praktično vsakodnevno, če gledamo vaše intervencije, izpostavljeni življenjsko in zdravstveno. To je res, jaz tudi utopija je po mojem, da si vlada predstavlja, da bo v 4 mesecih postala nov sistem. To je res, da pač res je tudi pa nas izobrazba je nižja, večinoma je to 5. stopnja, 6. se neha. In že tle smo veliko prizadeti, ki so nekje druge, samo zato, ker ima magisterij ali pa doktorat ima neke dodatke. Jaz upam, da bo ta plačni sistem prenova šla v smeri, da bo tudi pošteno vrednotenje, da se bo prvo delovno mesto res pošteno vrednotilo. Pa se vam zdi, da je to možno doseči? Ja, je, ker mora biti, ker to zahtevamo. Absolutno. Ja, seveda. In prav je, da to tisti, ki o tem odločajo, to jasno pač tudi vejo, oziroma, da brez kakršnega koli sprenevedanja, ker sicer smo deležni le sprenevedanja z njihovih strani, vedno, v celi zgodovini, to čist preprost jasno povejo. In to ne povejo takrat, ko bojo na razne krase, v raznih akcijah prišli, ko se čutijo dolžni pridati med gasilce, se čutijo dolžni zdaj. In naj tam pač povejo jasno in jih potreplajo, da so veseli, tako veselo in zadovoljno delajo v teh svojih, rekel, na nek način dobrih delovnih pogojih in plačah in vrednotenih. To je to. Zato pa verjamemo, kakšna bo pa pripravljenost na drugi strani, se pravimo, je pa, bom rekel, odvisna le od njih.
Zato danes še nismo na cesti, ne, ker upamo, ne, da bo vendarle nek razum lahko prevladal. Bi bilo pa zanimivo, ne, če bi zdaj tlele Robert Golob pa še Šarec mogoče stopil skozi vrata, tako kaj stopil pač na tisto občni zbor sodnikov, ne, pa nam veselo povedal, da bo dal vsakmu vsaj 500 evrov gor, ne, to bilo nam 9 plačnih razredov približen, si dal roko, pa podpisali, pa bila stvar zaključena, ne. Ampak zgleda, da ga nov. Ja, danes. Tako da ja, evo, to je to. Ja, to je to, no. Če še kakšno vprašanje, mogoče. Smo veseli, no, če lahko kaj povemo, pa da vas kaj zanima, ne, tisto. Drugače vam pa lahko zdaj samo vodo ponudimo, ne, to pač je naše orodje. Ja, evo, hvala vam za vse, evo. Samo verjetno še kaj videl, no, zdaj v teh tednih in mesecih. Ja. Hvala. Ja, hvala tudi vam. Samo še vprašanje, koliko je trenutno poklicnih gasilcev v Sloveniji? Poklicnih?